Ampak Slovenci smo narod, ki je sila inovativen. Profit je bistven, tako da jaz bi vzel 5 milijonov, če imam pol profita. Ker v bistvu 65% e-commerce v Sloveniji predstavljajo velike firme, se pravi večji playerji. Moja osebna zgodba zadaj, ki je potem na koncu naredila zgodbo svoj brenda. Imamo ogromno startupov, oni se nas poznajo na ta del in dejansko gleda vsak en paket in ima tisti paket isti dan in ga gleda od zjutraj do večera. Produkt lahko 90% razlike naredi, to ti vsaka agencija, tudi Petra verjetno, vsak ti lahko to potrdi. Pravim, da danes dober produkt imeti je number one. Kako to pride do nas? Kdo nam to pripelje? Automatizacija zdaj na planu, tudi sploh lahko zagotovimo pa vse potrebam, sprav spletnim trgovinam, ki je pa zelo velika rast. Naprimer, ko je treba kakšno stvar vrniti, ko nam kakšna stvar ni všeč ali pa ko bi imeli te stvari več. Zdaj pa en Kitajc, jaz pač ne bi dovolil nek produkt, ki lahko en tam malo zboli umre. Medtem, ker pač njemu vse, itak ima v države denar in on dela pač, kar želi. Sem izvedel več, kot sem izvedel verjetno prej v 20-letni karieri, ko je govora o stvarih, ki se hitro dogajajo, in ugotovil tudi, da pojma nimam. En lepo zdrav v novem aktualnem podcastu SBC-ja. V tokratni aktualni temi pa bo govora o e-commerce, o logistiki, skratka o vsem tistem, kar počnemo poleti. Ko smo kje na plaži, ko smo doma, ko vzamemo v roke telefon ali pa zvečer na kavču računalnik in si rečemo, ok, kaj bom kupil? In druga stvar, kdaj bom to dobil? Zdaj pa, kako to pride do nas? Kdo nam to pripelje? Od kje pravzaprav pride? To so druga vprašanja, ki si jih postavljamo šele, ko gre kaj narobe. Naprimer, ko je treba kakšno stvar vrniti, ko nam kakšna stvar ni všeč ali pa ko bi imeli te stvari več. In da lahko dobiš dobre sogovornike na to temo, v Sloveniji sploh ni problem. Ne vem, če ste opazili, ampak Slovenci smo narod, ki je sila inovativen, hiter in predvsem se znamo hitro znajti na svetovnem tržišču. Kljub temu, da nas je 2 milijona, marsikje sejemo tiste trende, ki jih potem drugi vzamejo ali pa si jih sami prilagodimo. Da bo tale pogovor dober, pa priča tudi dejstvo, da še preden smo prižgali mikrofone, smo 20 minut klepetali zunaj tega studia in sem izvedel več, kot sem izvedel verjetno prej v 20-letni karieri, ko je govora o stvarih, ki se hitro dogajajo, in ugotovil tudi, da pojma nimam. En lep pozdrav vsem trem. Zdravo. Začeli bomo seveda z damo Petra Parovelj, Svaj brand, oziroma Svaj, ta del bova še obdelala, Rok Izlakar, GLS Slovenija, in pa Simon Trbovšek, DFVU, sem prav rekel? Drži, ok. Zato, ker verjamem, da kljub temu, da vsaj Petrov vsi poznamo, pa Svaj brand, pri tebi verjetno poznamo izdelke, ki jih naročajo, GLS pa tudi vsi poznamo, ko pozvoni na telefonu ali pa na zvoncu doma voznik GLS in reče, za vas imam en paket. Ampak vseeno se mi zdi, da morda ta začetni del Petra, Svaj brand ali Svaj, dajva najprej takole začeti, no? Okay. Start with you je pač, kratice je pač Svaj, in ko sem hodila to ime in sem na Instagramu hodila ustvariti profil, sem gotovila, da že nekdo ima ta profil. In potem sem dala zraven še brand in je bil pač Fraj in zato je Svoj brand. Tako da v iPesu je Svoj brand. Ampak to, da je bil brand zraven, je v resnici bila kar dobra pogruntavščina. Ja, pol so mi v bistvu rekli, da to v bistvu dvigne nivo firme oziroma pač tako da nek statement kao brand, neki ful. Tako da, hvala unemu, ki je imel fake profil, no. Ok, morda še tole, ko si začela, a si mislila, kje boš danes? Vem, da te to velikokrat vprašam, ampak vseeno, ko začneš, imaš popolnoma drugačne stvari v glavi in neke strahove, kot pa danes, verjetno, V bistvu predstavljala sem si, da bo zraslo, ampak mogoče ne na tako hitrem postopku. Zdaj pa itak pač vidiš pluse, minuse, zdaj pa več ne vem, kam naprej, že sem čisto odkrita. Tako da do te točke mogoče nekako ajde, naprej pa je še vprašajček. Ok, do konca bo to temo kam naprej še velikokrat obdelala, prav. Rok, koliko časa si v GLS Slovenija? 12 let v bistvu že. Zdaj, vmes je bila korona, to je bila verjetno kriza, ta prelomni del, ko so začeli paketi pošiljati se mnogo hitreje, kot bi se sicer. Kakšen je ta vzpon e-commerce in pa seveda vašega posla, ki je z roko v roki povezan s tem? V bistvu e-commerce je res rastel takrat v covidu, mi smo rastali v 3 tednih za 150%. To je bil kar tak zelo hud vzpon. Jaz sem bil takrat delal na mestu direktorja prodaje, danes sem direktor.
In od takrat naprej še vedno rastemo. Ne? Vsak reče, takrat je bilo več paketov, v bistvu mi imamo nekje 40% več paketov kot takrat. Ne? Tako da se nismo ustavili, je bilo pa ogromno izzivov, vrata smo seveda dosti večji, če si večji, več problemov, logično. Tako da izzivi so, sve pa zelo hitro prilagajamo, vse je avtomatizacija zdaj na planu, tudi imamo želje graditi še bolj avtomatiziran sortirni center, da sploh lahko zagotovimo pa vse potrebam, sprav spletnim trgovinam, ki je pa zelo velika rast. To te bom tudi še spraševal, ker me seveda zanima, če smo včasih rekli, da je Amazon ta sveto pismo, kako lahko delaš brez ljudi in vse pridejo istočasno, kot si naročil skoraj, da ne. Danes nisem čisto prepričan, če je Amazon še vedno, ampak to me boš popravil, je še vedno? Mislim, seveda bolj bom rekel tako Amerika. Aha. Ne, v Sloveniji seveda Amazon je, bom rekel, je prisoten, zelo močen, ima top 10 še zmeri, ampak ni pa zdaj, nobenega tako direktno ne pozna kot nekega slovenskega. Ne. Pač vsak iz tujine naroča in to je to. Je pa seveda Amerika je pa glaven del, pa tudi Velika Britanija, ampak slovenski del je bolj znan po drugih. Pač mimo vrste, zdaj so pač Kitajci prišli, Temu, Shein in tako naprej. AliExpress je že od nekdaj. Gledal sem tudi raziskavo zadnji v 2024, je kar zaskrbljujoče, ker v bistvu 65% e-commerce v Sloveniji predstavljajo velike firme, se pravi večji playerji, kar je kar zastrašujoče. In smo na drugem mestu po Evropi. In to v bistvu ni dobro, najbolje je podpirati lokalno, srednje majhne stranke. Ne, Švedi so na prvem mestu, se mi je zanimivo, ne, pa imajo IKEA, pa bi rekel človek, da so bolj tradicionalisti, ampak tudi tam. No in zdaj so pri tem vstopu Kitajcev, nekaj, kar se ves čas sicer dogaja, napoveduje. Začniva najprej pri tvojem imenu. Tudi ta je zanimiva zgodba, ne? Ja, mogoče jaz sem začel podoben 13 let nazaj, dobil sem prvo investicijo, ki je babica umrla, mi mami dala iz zapuščine 5500 evrov in takrat sem pol štartal. Potem se je pa počasi razvijal, zdaj, ko se gledam nazaj, pač tiste dni smo prodali v celemu letu to, kar zdaj v 2 dneh, tako da to se je ful expandal. Zdaj, glede imena je pa v bistvu, bi rekel, moja preteklost. Jaz sem bil, v osnovni srednji šoli tako med barabami, pa med onimi, ki so jih zafrkavali, pa spet na vrh, ful se mi je tako spreminjal. In bil je eno obdobje, ki so me pač mene dosti zafrkavali in sem pol jezen na cel svet in ko sem šel dajati ime, sem hotel dati dvojni V, to načeloma pomeni don't fuck with us. Tako da kdaj je pač neprijetno, ker še mu partnerju toliko razlagati, ampak načeloma so pa bolj tudi ostala imena kar sledila, da so taka zanimiva. Tudi recimo v Srbiji, ko imamo firmo, se imenuje Drvarnica, pač tako, nam je kul, da je nekaj smešen, pa da se dogaja. Če je Petra imela pač na iPesu nalogo, da napiše ta pravo ime, kako si pa ti na iPesu pol tole napisal? Jaz sem hotel reči dvojni V, da bi bilo legit. Dovolijo, ne? Ja, težil sem zaradi angleščine, tako kot je on preomenil in pač pa sem to vzel. Tako je pa, bi rekel, zelo narodno ime, ker dajem zmer DV, FU, benečen zastop. Tako da, ampak dar, nimaš kaj. Morda, če se vrneva res na ta začetek, s 5500 evri si prišel, ne vem, v 13 letih do kam? Zdaj gre spet dol, tako da bom mogoče nehal tam, ki je bil on the top. Ampak ne, mi smo 120 ljudi, 50 milijonov prometa, to je mislim, da leta 21. Bi pa rekel, no, to, ko vsi ta promet gledamo, profit je bistven, tako da jaz bi vzel 5 milijonov, če imam pol profita, tako da zdaj je šlo malo dol, Kitajci, vse to, se bomo še kaj govorili, ampak delamo pač ful drugih poslov, od logistike do fulfillmenta, tako da probamo ta svoj znanje, ki smo ga nabrali v teh letih, ki je pač ful reden, tudi zato sem jaz dosti znanja vrgel v to luknjo, pa ga izgubil, ker se mi zdi, da value firme je sigurno v ljudeh pa znanju. Bi se strinjala? Sigurno. Mi smo toliko porabili recimo na skladišču, da smo ga do te mere dodelali in dodela. Mislim, da funkcionira. Tako da že samo skladišče, kaj šele spletna stran, ki smo sami delali. Tako da ja, se strinjam, 1000%. Mogoče, če je začel s 5500 evri, kakšen je bil tvoj začetni vložek, a se spomniš še? Moj je bil več, zato ker sem dajala denar na stran, ko sem bila osebna trenerka. Ker sem vedela, da hočem iz tega nekaj narediti in vsak šold je šel pač v prašička, da mu reči. In v bistvu prvi vložek je bil poleg začetnega kapitala na pač iPesu, kar moraš, ampak 7500 je bilo prvo naročilo. Pa nisem spala po noči, pač to je bilo ful. Meni to takrat. Mislim, ne?
začetek, tako butneš direktno od šolde. Tako da ja, to je bilo. Rok, ko gledaš, ne vem, vse video ste še mlada, se to lahko tako rečemo, ne, seveda, to je primerno. Ko gledaš mlade podjetnike, ki v resnici začnejo s takšnim poslom, ko je vse odvisno pa od tebe, ne, od tvojega podjetja. Zakaj tako rečem? Ker verjetno prvo naročilo, no, če nisi spala, si ga sama peljala, tja, verjetno ne. Tam že iščeš nekoga, ne, ki to, kar ti prodajaš, pametno dostavi. Koliko težav imaš, rekel si, večji smo, več imaš tudi težav. Kako je s tem zaupanjem? Kako je v resnici danes tudi s pričakovanji nekoga, ki vas najame, naprimer, da to dostavite? Mislim, tako, zadnjih 10 let se je ogromno spremenili. Ker sem jaz začel delati na GLS-ju, niti ga noben ni poznal od praktično 12-10 let nazaj. A kaj ste GSL, DLH, mislim, zamenjali vse? Recimo danes je res, GLS že vsak pozna, dobesedno res mi pripeljamo že več 100,000 paketov, mislim milijonov letno več in tako naprej. Drugače se spopadamo s tem, bom rekel, imam dosti mlado ekipo, jaz sem v bistvu 36 let star, tako da pa sem direktor, imam dosti mlajši okrog sebe, vsi res delajo za GLS in res ljudje so na prvem mestu, to lahko rečem, vsi za GLS dela danes 500 ljudi, cca, govorim 112 zaposlenih, ostalo so pogodbeni partnerji, outsourcani, ne vem, tudi čistilka in tako naprej. In to ni majhna zadeva, ne. In vsak dan pridejo problemi, imamo ogromno startupov, začnejo, oni se nas poznajo na ta del in dejansko gleda vsak en paket in ima tisti paket tisti dan in ga gleda od jutri do večera, kaj se bo z njim zgodilo. In te so recimo za nas najbolj težki, logično, ker pač 0,3% bo zmeraj šlo nekaj narobe. Tudi prejemnik, kurir, vse to se mora uskladiti. In v bistvu bom rekel tako, brendi, ki delajo dlje časa oziroma ki imajo večje število paketov, to je najlažje delati. Ker oni gledajo KPI-je, če ti zagotavljaš to, kar se dogovoriš, praktično te nobenega maila ti več ne pošilja. Ne. Mladi startupi, te se pa učijo in tukaj je pa največji problem. Imamo tudi svoj fulfillment, no, smo ga sami naredili. Dejansko sem bil takrat na projektu še kot direktor prodaje, ki smo ga vzpostavili. Ja, tam je ogromen tega. Začne ima tisto paleto robe, si naroči, en paket ima na teden, spremlja vse od A do Ž in tam zgubljamo ogromen časa. Ne. Ampak ja, se pa posvetimo, s tem dobimo zaupanje in gradimo skupaj. Ogromen uspešnih zgodb smo gradili iz nule praktično. Se spomnim, razni taki brendi, ki so, ne, mali zakladi, recimo se spomnim, 10 let nazaj sem podpisal pogodbo, danes uspešna zgodba, veliko je takih podjetij, no, praktično iz nule in smo šli, skupaj smo rastli, ne. In to je tisto najlepše, kar lahko vidiš pri tem poslu. Koliko je bilo pa prvo naročilo pri vas? Če zdaj Petra vemo. Mislim, jaz sem prodajal sončna očala, takrat iz eBaya, naročil sem jih zanimiv iz Salt Lake Cityja iz Amerike. Ful poceni, jaz bi rekel tako 18 €, da je stranka pač oddala, ali da sem jaz oddal. Naročilo od stranke ali moj? Da si ti oddal, ja. Mislim, da sem jaz. Jaz sem kupil takrat za 5500, vse sem dal pač order, v Ameriko sem poslal, itak tako, kaj Peter reka, pred stranko, če je to zginil. Na srečo ni. Pa ja, pač borba je bila takrat, tako res si gledal vsak cent, to nam zdaj mogoče kdaj manjka, tudi meni osebno vmes je to malo zmanjkalo in bi rekel, vsem tako, ko se prej z Rokom govorila, da bistveno so res finance in se splača mogoče jih prej vzpostaviti, ne lih pol, ker že toneš. No, saj ne tonete, ne? Ne, zdaj ne več. Ta del bom te tudi vprašal, ampak prebral sem, ko sem se pripravljal seveda na ta pogovor, da si rekel, vsak ima dober produkt, mi ga poslušamo, kaj se pa pozaj zgodi? Da reče, ok, a bi ti morda ta naš produkt umestil, da bi lahko poskrbel, da se proda? Aha, če bi jih nam prišel z dobro. Ja, tako je, ne, dostikrat imajo ljudje napačen pogled, da lahko mi kar vse prodamo, ne. To je čist narobe, jaz bi rekel, da tudi tistih stvari, ki mi ne znamo prodati, jaz mi rečem človeku, le ne znamo, ne. Ni nujno, da je za nič, probali smo, ampak mi ne znamo, moramo ti pomagati. Ful me tudi kolegov, znancev kontaktira, ki pač bi nekaj delali, pa da smo mi kar boost. Jaz bi rekel, da ne, no, jaz bi rekel, da na konec dneva je 90% produkt. Tudi danes, če gledamo te advertising, pa Facebook, pa to, ti lahko doda 50%, če je res tručko, medtem ko ti produkt lahko 90% razlike naredi, to ti vsaka agencija, tudi Petra verjetno, vsak ti lahko to potrdi in jaz pravim, da danes dober produkt imeti je number one,
Pa so pa te, jaz bi rekel, da naš value trenutno, tako kot je tudi Rok rekel, sploh če gremo fulfillment, je pač sam ta know-how. Recimo on, ne vem, gre na Poljsko, ne ve, kjer logist, ne ve, kjer prepayment, ne ve, a je bolj v paketomate, a je bolj to, pač to mi njemu vse damo. In tudi te biznesi, bi rekel, so nas dosti izvlekli ven, ker smo šli pač v druge projekte, tako da načeloma dober produkt, mislim, tako, imaš neko platformo, ki ti boosta to, ampak na koncu dneva bi rekel, da redki so dobri produkti. Če bi te vprašal, kateri je najljubši tvoj produkt, ki si ga prodal, ali pa najljubši produkt, ki ga nisi prodal, pa si ti verjel, da je pa to. To, kar sem prej govoril, jaz, ko sem začel prodajati, sem imel zalogo še pod posla. Tudi moja starša sta kadila in poleg kdaj stranka klicala, da smrdi, ki je bil tak fake dizel pašček. Sem pa govoril, da je šofer, ki je vozil kadil. Ampak drugače, jaz sem imel 1 ure Shark, ki so bile kitajske, ampak so bile ful lepe in zmer, ki jih niso kupili, sem bil žalosten. Tako da to je mogoče od začetka en mojih teh lepših produktov. Drugače pa po moje zdaj so brendi, pač Liner, Sučala, Mazači, kozmetika, to so me najljubši. Bi rekel, da Mazači so mi kul, pa jih nismo dosti pobustali, zato ker so pač v Sloveniji narejeni. Ko če bi lahko zbral en brand, bi sigurno najraje tega delal, zato ker se znebimo vplivov dolarja, ker plačujemo v evrih, znebimo se vplivov logistike, pač vsega se znebimo. Tako da jaz bi definitivno stavil na to, če bi en produkt zbral. Tako da. Pri tebi pa drugače, ne, Petra? Ker ti pa si en produkt izbrala. Svoj, ne? Ja, mislim pač pajkice. Ja. Zdaj, ko si se podala na to pot, ti si bila med prvimi, a je res? V bistvu niti nisem bila med prvimi, ampak sem bila ful glasna. Aha. Ja. A to zato, ker si Primorka? So vsi bili Primorci. Vsi si bili Primorci? Mislim, da 4 firme smo zdaj dol, ja, in smo vsi ne istočasno štartali, ampak v bistvu so vsi pred mano štartali. Okay. Ampak mi smo bili zelo glasni. Ne, pač spaslo me je to, zato ker sem na Instagramu bila bolj poznana kot oni, dobesedno. In je bila ta moja osebna zgodba zadaj, ki je potem na koncu naredila zgodbo svoje brenda. Pač on je rekel, ne, da je 90% produkt, se strinjam tukaj, posebej, ko gre za take, recimo, produkte, kot jih vi prodajate, ampak recimo v našem, pač realno vsa podjetja se trudimo dobiti res dober produkt, da se pač pajkice ne strgajo, da naredijo dober rit, da ne stiskajo, ampak na koncu jaz mislim, da itak imaš različne kolekcije, torej vse kolekcije ne bojo odgovarjale folku, in bo kupili ene pajkice, ampak in mogoče jim ne bojo tako dobre, ampak se bojo vrnili, ker imajo, ne vem, dober customer support, ker je zgodba zadaj, ker zaupajo brendu, pač tu se mi zdi, posebej kar se tiče mogoče malo, bom rekla, dražjih artiklov, čeprav na koncu, ko narediš suma sumarum, pač niso dragi, ampak vseeno, 2-krat premislijo, 3-krat prej dajo v košarico in pač zaključijo nakup, ne, kot pri nekih mogoče, ki stanejo malo manj, pač pajkice za 40 € boš premislil. In tako da mislim, da recimo v naši branži je dosti tudi zgodbe zadaj, no, ki se potem. Pridem do tebe, samo še morda en uvod, Petra, bi s tabo naredil, ko si začela postavljati svojo firmo, ko si imela svoje podjetje, svojo vizijo in tako naprej. Kaj vse moraš narediti, da prideš do tega, da potem to lahko tudi prodaš? Ponudiš, prodaš, iščeš nekoga, ki ti to razvaža po Sloveniji, da je ta. Mi smo začeli prodajati, še preden smo imeli vse to figure out. Pač mi smo prodajali in smo nosili dobesedno na pošto z pisanjem, torej kot na pisma smo pisali imena, priimke, pač vse podatke in smo nosili na pošto, takrat pač je bila, mislim, to smo pač poznali takrat, najbolj blizu nam je bila, no, in smo z avti vozili tam, polne avte smo imeli, 3 avti so šli na dan tam. Tako da mi res nismo imeli, recimo jaz sem finance 2 leto in pol, 3, sem komaj dobila punco, ki dela v financah. Prej nisem vedela mojih nabavnih cen, nekoliko dobička imam, nič. Ampak na srečo je šlo tako dobro, da ni šlo slabo, no. Mislim, jaz smo še vedno bili nekako zunaj. Je bilo pri tebi podobno? Ja, to smo prej govorili, pa tudi Rok je dal dober input, da mi smo prepozno dobili. Je pa res, da v e-commerce nasploh je znam to, da folk dela, pa če je več denarja na trgu, vsak dan polje se ureda, ne. Sam pol, ki ga enkrat ni, plus to je dosti zamika in ti v bistvu, ko prodajaš, ti lahko delaš zgubo, pa še zmer ti denar kaplja, pa itak vse plačuješ z zamikom, tako da jaz bi rekel, pač moj ta nasvet vsem, da treba finance čim prej zrihtati, čeprav jih nikoli nisem maral,
pa ful ti utežijo razvoj, ki skozi hočejo neke, bi rekel, birokratske ovire, a ne, recimo zadnjič je bilo na enemu Facebook grupi, ki je dajo influencerkam zadeve, a ne, in pol ti ni šans, da ti spustijo, da boš dal nič evra ali pa 100% popust, a to ti je najlažje, a ne. In zdaj, kva boš naredil in to bi one pravale delale, ampak na koncu imajo prav, a ne. Čeprav še zmeraj nisem tak fan financ. Kje vstopi torej čas, da vsem, ne vem, najdeš nekega partnerja, ko gre za logistiko danes? Ker se mi zdi, da tole bodo vsem poslušali tudi tisti mladi, ki imajo idejo, da zdaj bodo pa oni, a ne, tudi uspeli na tem področju. In se mi zdi prav, da slišim mogoče kakšen dober nasvet, ki jim prehranita vidva kakšne 2 leti. Praktično takoj. Mislim, da takoj v prvem, ko začneš pošiljati, moraš biti takoj že to zadevo urejeno. Lahko pa rečem, da če zbereš, ne rabi GLS, lahko je samo nekdo, ki že pozna ta posel, ti lahko tudi svetuje. Mi smo ogromen firm tudi svetovali, recimo, ko že nekaj doseže v Sloveniji, ven, se pravi v EU, imaš ogromen držav, večji trg, tudi če 5 paketov pošlješ samo v Nemčijo, pa 10 v Avstrijo, pa tako naprej, se ti volumen poveča, tam so mogoče boljše marže, ker Slovenija pač je manjši trg, omejen. In v bistvu, ja, mislim, da takoj v štartu moraš to urediti, ne. In seveda, če rasteš, seveda si daš neke pogoje in imaš potem možnost seveda tudi boljših pogojev. In definitivno ne rabiš vse avtomatizirati v štartu. Prevečkrat si startupi začnejo, ja, moramo vse API, vse mora biti avtomatizirano, pa ima v bistvu 3 pakete na dan, ne. Za 3 pakete 5 na dan je dovolj, da ti ročno napišeš v sistem nek online in recimo prehraniš ogromen denarja, ne. Ne rabiš ti tako in celo IT ekipo, vemo, kako je outsourcing to, kakšne so tarife razvijalcev. Ampak ko pa dosežeš neko rast, takrat pa pač vstopijo te avtomatizacije in tako naprej. Če sem prej rekel, da je to panoga, ki res samo raste, enako logistika in tako naprej, potem se nam zdi, da je vse super, da to bo šlo samo navzgor in vsi boste imeli sam dobiček in potem pridejo Kitajci. Kaj to spremeni v resnici? Kaj je spremenil? Ogromen. V lanskem letu, recimo se tudi nas je dotaknili, mi smo tudi dobiček v bistvu zmanjšali v lanskem letu, kar krepko, vse na račun Kitajcev, dejansko so prišli, zbombardirali, prisilili v bistvu distributerje delati po nižji ceni. Kaj se je zgodilo? Kvaliteta padla, pri vseh finančnih rezultatih, ki hodijo ven, so zastrašujoči ostalih, na srečno mi smo samo padli, nismo pa, smo imeli še zmeraj zelo lep dobiček. Ampak to vse to kaže, da ne smeš takoj nasedati na te dobesedno provokacije Kitajcev. Tako da smo se majčkeno povzeli nazaj, šli smo zelo intenzivno v razvoj še paketomatov in v bistvu omogočili nizkocenovno je direktno paketomat in to omogočamo lokalno, se smo dosti povezali z spletnih trgovin, ki imajo že v košarci paketomat. In to rečemo temu, ja, je nizkocenovno, obenem tudi bolj trajnostno v končni fazi. Dostava na dom pa postaja res v bistvu že premium storitev, ne? Ker enostavno stroški v zadju so zelo visoki in tudi nam se je zgodilo, finančni del mora biti do centa natančen. Ti misliš, en moment lansko leto smo mislili, koliko veliko denarja dobivamo od Kitajcev, ampak konec koncev smo naredili s tistim samo minus, ne? Tako da ni vse res sam prihodek, tako da delamo dosti na dobičkonosnosti in pa neki normalni marži, ne. Ampak to ne pomeni, da zato, da jemljemo, treba investirati. Investicije so pa v logistiki pa brutalne, ne. Tukaj je en paketomat, je tak znesek, sortirni center, to so hub tehnologija, to je vse v milijonih. In če tega nimaš, je treba več delovne sile, pa vemo, kaj v Sloveniji naredi, ne. Mislim, ni skrivnost, pri nas so visoki stroški delavcev, da ti lahko delajo sploh med 4. pa polnočjo, ker takrat sortiramo. In to so zneski krepko čez 2500-2600 bruto na enega zaposlenega, ne. In več, če lahko bolj avtomatiziraš, seveda prihraniš. Ni pa tako enostavno, ker ti te procese ne moreš ustaviti. Mi ne moremo v 2 dneh zamenjati celo tehnologijo. Hub pa dejansko deluje, samo v sobotah, nedeljah ne deluje. Pa ti s praznika imamo kdaj. In to so zelo taki izzivi logistike, ki si mogoče nekdo ne vidi v zadju. Mi se pa kar s tem soočamo in ne moreš, razen če narediš popolnoma nov hub, spet vemo, kaj pomeni. Ampak Kitajci, na primer, so ga, ne, na Madžarskem, na Poljskem, oni tam vidijo priložnost, da v Evropo pridejo in znižajo te stroške že tako nizke, recimo, ne. To je res, ampak mislim, da je vseeno tle velika priložnost. Lokalnih firm, to se vidi, saj so tudi zgodbe v uspehu, lahko samo pohvalim. Mi pa tudi kot GLS Slovenija, tukaj nočemo biti kot GLS, mi smo že ogromno stvari razvili tudi za spletne trgovine. Lokalno, da jih podpremo, da v bistvu onemogočimo samo Kitajce, mi jim omogočamo tudi dostavo isti dan, recimo.
ampak recimo trg tega še ni sprejel. Mi smo to že 2 leti nazaj, 3 praktično štartali, pa trg nekako v Sloveniji ne rab tega. Ampak recimo, ker definitivno, če ti naslednji dan dostaviš to, kar je nekdo v spletni trgovini naročil, Kitajci tega ne more narediti, še zmeri. Tudi če ima v Budimpešti, rab 3-4 dni, preden zadeva pride, ali pa celo teden. Ne. In jaz mislim, da priložnost slovenskih firm je v hitrosti, definitivno dober brand, če je dober, če si zadovoljen, se vračaš. Mislim, da tudi, če je malenkost dražji, pa da je res na koncu, veš, dosti Slovencev je tudi, se mi zdi, še zmeri, lokalnost, made in Slovenija, trajnostno, vse te zadeve tudi vplivajo. Tako da mislim, da imamo veliko potenciala, da v bistvu zmanjšamo ta premik Kitajcev, ki so prišli v lanskem letu, ampak mislim, da se že malo ustavlja. Se je majčkeno ustavlja tisti boom, ki je bil lani. Zdaj smo pri tistem, kar si prej rekel, vse verjetno bomo o tem še kaj govorili, ko so prišli Kitajci. Koliko svojih produktov si iz Kitajske, ne vem, morda pred korono imel na voljo? Koliko si ti na Kitajce prej računal, zdaj pa vidiš, da v bistvu oni bi radi vse to sami? Jaz bi rekel, da če gledamo sam naš promet, je padel za približno pol. Tako da večino so bili itak te kitajski izdelki. Zdaj, če izvzamemo brende, ki so se nekako obdržali, se pravi sončna očala, kreme, ki itak niso kitajske, Majestic, ja, bi rekel, da ja, da njih 40% je padlo. Bi pa rekel, da Kitajci, zakaj imamo te partnerje, pa zdaj bo na obisku tako, nam dela sončna očala, pač vidi se, ko ga človeka pogledaš, ko gre z njemu nekaj pojesti, točno se vidi, kje je ta razlika. Eno si ti že prej omenil, da ima neomejen budget, ok, to itak ful olajša zadeve, ampak druga stvar je pa pač delovna etika, pa mentaliteta. Recimo, on je prišel, to je bilo, saj tudi on se rad zabava, bomo kaj spili, bomo to, sam on je prišel sestank, cek, pripravljen, PDF ven, vse gremo čez, pol sva najdla še don 3 druge stvari prodaje, da ploh še to delali, pač skozi je biznis, ker recimo, pa tudi če bi delavca poslal, bi bil verjamen tak, ker v Sloveniji je pa zdaj, če gledamo mladino, pa upam, da ne preveč jezni, sam to je tako, to noben ne bi kaj dosti delal, vsi bi pač na TikTok dali 3 objave, bili te glavni, ker pač tako zgleda, sam tudi, če ne vem, Petra ali pa to je bil zadnji ful dela, kak se ga ne vidi, in zdaj vsak bi pač v 20 minutah bil te glaven, je pa tako, tudi on, ki mi je povedal, jaz sem ga malo sprašal plače, pa vse to, rastejo, mislim, da je to rekel, da je za 600 ali koliko minimalna ali povprečna, ampak zanimivo mi je bilo, ker je rekel, mi delamo, je rekel, od 31 dni v mesecu mi delamo 30 dni. En dan je fraj, pol je pa še rekel, delamo 8 ur, v peak season pa delajo 12. Pa sem rekel, kdaj pa je peak season, prav, ja, vse je peak season, sam julij pa avgust ne. Se pravi, oni delajo praktično 12 ur, 30 dni na mesec in kje boš, da ti ujel takega človeka, plus še zraven ima ful enega kapitala, ki mu praktično sponzorira shipping, da je free. In to je nemogoče tekmovati, tako da zato smo pač mi šli v druge biznise, delamo še nekaj e-commerce, sam jaz bi rekel, da tudi moj namen je, da ga je manj oziroma da je omejeno, pa tako, kot je rekla prej Petra, da je pač več velja dodana vrednost, ker s Kitajcem tekmovati, sicer v Ameriki, kakor vem, imajo zdaj 31. avgusta, še to mi je povedal, da v bistvu ameriške firme, ki jih je Trump omejil s carino, so prisilile svoje dobavitelje, da naj preselijo firmo iz Kitajske v Vietnam. In so to naredili in potem so ugotovili, da so Vietnamci 2-krat bolj počasni delavci. Tako da zdaj, ko naj bi Trump uvedel carine tudi za Vietnam in ostale, bo spet zanimivo, bo temu pritisnil več denarja v Evropo ali kaj se bo zgodilo. Tako da jaz pravim, da pač Kitajci ne nehajo. A je Kitajska tudi zate morda, ne vem, izziv, da tako politično lepo vprašam, ali pa v bistvu nek konkurent, ki ti je lahko nevaren, recimo v tvojem poslu? Jaz bom rekel tako, konkurent mi lih ni, ker ni zgodbe in tudi ne vejo, kaj dobijo, ker Kitajska dostikrat proda pač shit. Ampak, a veš, zdaj je folk poštekal, da lahko prek Temuja dobiš podobne pajkice za 6 evrov, ali pa rečejo, aha, ne, ti nisi naredila svojega dizajna, ker sem videl na Temuju ali pa na Sheinu podobne in to ni tvoj dizajn, kljub temu, da pač ne moreš odkrivati tople vode, pač vse, kar mi prodajamo, je naš dizajn, ampak ful več primerjajo, ker jih ful več targetirajo in tako naprej in ful se je začela zdaj spredati slaba beseda recimo na TikToku med mladimi, tako pač malo bolj hejt so nastrojeni, to se meni pozna, ampak načeloma community imamo močen,
Probamo biti realni naprej, probamo biti fair naprej in znam tudi jaz kdaj kaj na Instagram dati, kar mogoče ne bi smela, ampak pač odkrito povem, da s tem, ko se mi tudi naročamo iz Kitajske, ampak je razlika. Prvo preveriš, s kakšnim podjetjem delaš, kakšne imajo oni delovne etike, pač nasploh, kako se ukvarja, kakšen odnos imajo do svojih delavcev, vse pač pogledaš, iz kje prihaja blago, ne vem, probaš, da je malo bolj trajnostno, da vse skupaj. In potem pač način tudi, kako mi delamo z njimi, kako ne pritiskamo na njih, da nam nižajo cene, to pomeni, da tudi oni ne pritiskajo pol na svoje delavce, da morajo hitreje delati, slabšo robo, slabšim materialom, Samo to so neke take stvari. Pač nasploh potem, koliko slovensko podjetje zaposluje Slovence, kakšne davke pol mi naprej plačujemo. Pač ne morejo primerjati 6 evrov temu, jaz niti na Kitajskem v dolarjih, pa torej nabavna cena, brez nobenih stroškov zraven, pač ni 6 evrov. Ne dobim za 6 evrov pajkice, ker je naš dizajn, ker si probo dati neko dodano vrednost noter in vse. In potem pač, ko oni primerjajo, torej moje ceno napram unim Kitajcem, pač dobesedno nima smisla. Ampak to razložiti, prvo je težko, drugo nočejo poslušati, ker pač vseeno ono za 6 evrov, zakaj bi te poslušal, kaj me ne briga, če ono stane 4, jaz sem kupil ono za 6. In probaš nekako v bistvu opravičiti, čeprav ne bi rabil svoje cene, svojo zgodbo in pač to delam na Instagramu. In hočem povedati, da ko se podpira slovenska podjetja, nasploh ne samo svoje, pač generalno sliko hočem prikazati, da če podpiraš lokalno, v bistvu delaš za dobro tudi Slovenije, za dobro tvojih otrok mogoče ali pa prihodnost tega Gen Z-ja, ki v bistvu teži, da so cene previsoke, ampak na koncu delaš za njih, ne? Morda lahko še eno vprašanje iz te strani prenesem nate, ko govorimo o teh mladih, a ne? A je to, da se ti v bistvu tudi tako znana, pa te vsi poznamo, ovira, ker res mladi potem mislijo, Petra je bila malo glasna, ne, zdaj se malo hecam, kar si sama rekla, no, in sej vidimo, ta njena zgodba je zelo super, tamle je imela, ne vem, celo kolono ljudi, ki so jo čakali, z Kitajske tako pripelje, praktično to ni nič takega, a je morda tudi napačen vtis, ki ga danes mladi dobijo, kako sploh iti v to podjetništvo, ali pa bom odprl spletno trgovino, pa nekaj bom nakupil, pa tukaj 2-krat dražje prodal, in je to ta del, ki v resnici, dobro si povedal, a ne, koliko delajo v tujini, za to mizo je sedel Akrapovič, pa je zelo iste stvari govoril, da Evropa res lepo živi, a ne, sem tudi prebral komentarje, kaj zdaj ta Gregor govori, ampak on je pač povedal, kakšne imamo mi tukaj norme, sociala, koliko časa delamo, koliko dopusta imamo, a si mladi, če želijo iti na vajino pot, zavedajo, kaj vse pa moraš vložiti v to, da prideš nekam. Vse tudi starejši se nas zavedajo. Ampak mlajši še manj, zaradi tega social media momenta, ki mu sledijo in pač vse, kar vidijo, so te neki klipi kratki in mogoče je ful več zgodb uspeha tudi gor na social media in zato se njim zdi, pač malo vidiš podjetij, ki propadejo, ampak realno je več podjetij, ki propadejo, kot uspejo. Ampak oni vidijo samo uspeh in porečejo, saj kaj, tudi jaz bi lahko to naredil, ne. Mislim, se tudi jaz sem hotela pajkice na začetku prodati za 15 evrov, samo si narediš minus, konkreten minus, mislim, ne preživiš. Tako da, pač ja, eno je, kar se ti zdi, ne, drugo pa je pol vse, kar je zadaj. Če si del večje skupine GLS, Slovenija je pač del večje skupine, je to lažje. Tukaj sta vendarle osamelca, jaz rečem, ker se vsak bori za svoje ideje, vizije in tako naprej. Vi vendarle ste del skupine, ne? To pomeni, da verjetno imate več možnosti za raziskave, več možnosti za prilagoditve, konec koncev tudi kapitala je več, ne? Mislim, definitivno je lažje, to lahko rečem. Jaz nisem z nule podjetnik ali pa karkoli, sem pa z nekim trudom tudi prišel do te funkcije, ampak sigurno jih razumem. Na tem mestu to ni enostavno, tudi vidim, kaj sam se naučiš. Vsak mesec praktično se skozi učim, tudi jaz. In tudi finančno, tako kot je omenil. Mi moramo do 1 cent točno vedeti, kam je šel kakšen denar. In na koncu koncev ti moraš res pod nadzorom, te hitro uvidejo stvari, to se zelo hitro zgodi, včasih se sploh ne zavedaš, oziroma pa dajmo še to, pa bomo to rabili, pa včasih ne rabiš, kupaš stvari in pol ugotoviš, da v bistvu si s tem kar minus naredil, ne? Čeprav si imel boljše prihodke, ampak te stvari smo kar dobro naredili, pa še skupina je v zadju, se pravi, imamo controlling, mi spadamo v Slovenijo pod Eastern Europe, tako da nekako tudi ne moš veliko skrivati, no. Bom čisto odkrit povedal, to dobiš takoj nazaj, kaj se dogaja, zakaj ste tam zapravili, zakaj je šlo toliko tehnologijo dodatno, imamo tudi budžet, to če gre
5 jurjev čez budžet, zakaj je šlo, če ste rekli, da bo to. Seveda so razlogi, komentarji in tako naprej, ampak je lažje. Jaz imam ekipo v zadju, ki me suportira, direktorica financ, direktor operative, direktor prodaje, direktor avtohome mreže. To so samo v Sloveniji, pol imamo pa Eastern Europe, management, ki te kontrolira. Pol nad temi so menedžerji, se pravi, lažje je. Ja, je pa mogoče ta pritisk, ki ti nekdo vsak dan stoji. Zdaj bom prišel nazaj, me mogoče že čakajo stvari, ki jih moram odgovoriti, narediti. Nikoli ni tisto, da si prej, no, dobesedno. Tudi, ko so dopusti, tako, to je pač nekako zahtevajo odgovore, kaj se dogaja. Pri vas je drugače, ste bolj privat, delate, je pa res, pa moraš pa znati ogromno stvari, ki jih pa res se ne moraš naučiti. Primer finance, to so take znanja, davki, mislim, tako včasih je samoumevno, nekdo pa tam, ne vem, davk ni pravilno, ampak to je zelo težko za to slovensko zakonodajo. Mislim, da ga ni, da še slovenski FURS ne ve točno, kako je kakšna stvar treba zapeljati, in to so te izzivi, no, ker rabiš neke strokovnjake v zadju, ne. Ko ste 50 milijonov delali, ali pa zdaj, ko jih nekaj manj, koliko obiska inšpektorjev je bilo? Pa povezano je to ful, sej pač iskreno, ko odpreš neko novo zadevo, pa kdo se odloči, da z njega skopira, ne. Čeprav bodimo realni, tle je res kdo, ki je res izumil, ne. Če kdo je to Kitajec, pol mogoče. In ja, takrat je bilo kar povečano, no. Tako da bi pa rekel, moj feedback na vse skupaj, glede inšpekcij, FURS-a in vsega, se mi zdi, da na koncu, če pač se pogovarjaš pošteno, pa to, da razumejo, da spet ni toliko slabo, mogoče ljudje, ki delajo z njimi, se da, bolj je to problem birokracije pa zakonodaje, ki jim kdaj tudi ne omogoča, ne. Oni bi kaj spustili, pregledali, pa jaz sem ponavadi izkušnjo, da ko sem ga imel pri meni, pa je bil ful prijazen, je pol prišlo kaj za plačati, če pa je bil ful zoprn, pa pol ni bilo, no. Tako da, pa še mogoče to, kar si vprašal, Petro, za konkurenco. Zdaj, če gremo na Google, napišemo Lioners ali pa Svaj, bo temu prvi rezultat, ne, s tem, da pri njej je pač dal eno en V, ko ona ima dvojenega, pri nas je dal pa še en E, ne. Mislim, da včasih je imel isto, pa ne vem, mogoče se zdaj malo ustrašil, tako da ne da se lih tekmovati z nefer zadevo, pa kar si lih omenil inšpekcija, ne, mi smo imeli tudi za igrače, pač je ful poostren, ker se strinjam, pač otroci. In je prišel pregledovati neko zadevo, vse v redu, izkušnja, pa sem pač omenil tudi temu, a ne, pač to je pa nekontroliran, tam se pa da svašta, pa je sam odgovor bil, da ni pristojen, ne. Pač meni je to tako, mene tam masira, pa jaz služim ful manj kot temu, a ne. Zdaj pa en Kitajec pa praktično vse, a ne, saj je na televiziji več in več člankov, kako je to škodljiv, kako je to, pa če pogledaš mene ali pa Petra, ne, jaz si pač ne bi dovolil nek produkt, ki lahko en ta malo zboli, umre, a ne, medtem ko pač njemu je vse, a ne, itak ima od države denar in on dela pač, kar želi. To si dobro rekel, ker se spomnim ravno morda en mesec nazaj, ko so se v Evropi končno začeli, ne, o tem pogovarjati. Imamo tudi komisarja za trgovino, ne, ki je pač omenil, da nadzora nad kitajskimi igračami v resnici ni, sploh ko je videl, kaj vse vsebujejo, ampak to je bilo pa tudi vse. Jaz sem kupil recimo ena ta očala, ki imajo identična kot mi, tako kot je ona rekla, pač ful so cenej. In zdaj, kaj je razlika, ne, dal sem jih tudi temu mojemu, ki mi jih dela. Na Kitajskem je on meni povedal, temu je prišlo do 30% tržnega deleža na Kitajskem in se je ustavil. In ironično, vsi Kitajci ga ful sovražijo, ker to je za njih cheap shit. Smešno je, ker rečeš to Kitajci, ampak pač Kitajci imajo ful enih kvalitet. In on je tudi meni te očala rekel, lahko ti naredim taka, bojo pol cenej, ampak zdaj zadeva je taka, ne, ti ko daš ta očala gor, ne bom rekel vsa, ona, ki sem jaz testil, te oči bolijo, ne, ker so šipce toliko slabe kvalitete. In jaz sem taka očala včasih tudi imel in jih nisem upal niti prodajati, ne. Oni pač pošljejo, valjda niso polarizirana, pa pač advertising, jaz načeloma, moje mnenje je, da advertising bi se mogoče lahko imenoval nateg, a ne, ker to je v bistvu hoja po robu, a ne smeš iti čez rob. In zdaj, bolj, ko greš do roba, več boš prodal, a ne. Pol je pa zdaj odvisen, kje je ta, saj smo par primerov omenili, ki jih gledajo nam, ampak to je pač advertising. In zdaj recimo, ne vem, ona prodaja ene legice, jaz prodajam legice, jaz bom dal iste kreative gor, iste feature, vse isto, zato ker 90% strank itak ne bo primerjal. In to naredi Kitajca, ne. In ne moreš, mislim, fora je, da Slovenija, ta pač ljudje, ki kupujejo pri nas, je še zmeraj tako number one zadeva cena, ne. Ne bom rekel za Petra, mogoče ne, ampak tako, cena je pač tako main faktor in bi rekel, da ta mentaliteta v svetu bi se tako mogla spremeniti. Jaz sem tudi v štartu ful brez denarja, pa še zdaj bi rekel, da sem Gorenc, da nakupujem stvari, pač brez veze mi je,
ki jih nimam niti cajta uporabljati, več trošim za druge, ampak tako, če pa je neka zadeva, ne vem, jaz sem ful denarja zmetil za zdravstvo, pa ni pri nas za nič zdravstva, sem pač čakati moraš, ko zmišlja, ne, in pač to se mi splača, če ne boš vložil v sebe, ali pa v, ne vem, rast, psihološko, kakorkoli. In tudi človek, ki nekaj kup, jaz tudi recimo grem v Bosno, kupam fake cune, meni je vseeno. Ne bom pa kupil čevljev, da mi nogo skrivi. Pač to gledam, ne. In isto je tule, pač jaz če nosim očala, to je nek faktor, ki ti lahko pokvari, zdaj ena majčka pa vseeno, piše Hugo, da ne, koga briga. Ja, v tem brendu moram zdaj kaj reči, a ne? Ker ti, na primer, pa uspeš privabiti ljudi, da pridajo statu vrste, zame je to res nenavadno, jaz sem pa fant, to je pa drugačne, jaz bi to na internetu ene pa še hlače tudi za fantje. telovadbe, ja, sej vem, sej sem jih videl, ne. In ta del me pol začuti, ampak rečem, evo, nekaj vendarle delaš prav, ne, da ljudi privabiš, da pridajo in da si v živo kupijo to, kar v resnici si ves čas lahko kupijo, no, ta Ja. del. A je to, ko pa prodaš zgodbo, a ne to, kar si ti rekel, Kitajc pač, njemu je res vseeno, te pa ni vseeno za nikogar od tistih, ki tam tisti dan pridejo. A je to ta prednost majhnosti vseeno na koncu? Ja, mislim, oni svoje še relativno majhen, ne, lahko za Slovenijo ne zgleda, ampak v bistvu je majhen. In je ta osebni moment, ko se čutijo z nami povezani ali pa del zgodbe, je ful velik in zato pridejo, ker oni hočejo to začutiti, spoznati ljudi še v živo, poklepetati, pač ta v živo moment je ful močnejši kot samo prek spleta. In zato so prišli in zato so stali, sicer mene je bolelo srce, res pač meni ni bilo okej. In tudi to, ko je šlo po vseh možnih medijih, okej, pač prodaja se je povečala, ne rečem, ampak a veš, to je tvoj res unik closer community, ki je stal pol 3 ure, pač ne, mene je bolelo srce, no. Pač 3 ure so tam stali v vrsti in ni bilo okej. No, vse za zdravnike več časa stojijo. Ja, ampak ker jim nekaj fali, ne pač, da kupijo pajkice. Ne, ja, pač itak en kup hvaležnosti, no, ob temu, sploh da, ker niti ne pričakuješ tega. Jaz sem bila prepričana, da če bojo stali 15 minut. Da bo pač kratka vrsta, to se bo ful hitro premikalo. Ampak na koncu so prišli noter in so hoteli pač ostati še 1 uro in pol, pa 2 ure, in veš, ti 2 ure ne moreš spustiti noga noter, ne. In pol je ta moment bil, ko hoteli so pač klepetati, hoteli so pač začutiti brand in ja, to je ta zgodba, ki je zadaj. Zato pridejo. Kaj pa tujina? Koliko tvojih produktov potuje v tujino? Malo. Kako pa to naredi? Večina Naprimer, prej si Slovenije. menil, a ne, da ti jim svetuješ vsakim pa 5 paketov, ne? Naprimer, jaz sta upravljal, kdaj tak pogovor, kaj bi lahko naredili? Rostabo ne, ki smo se danes poznali, ampak dosti sem se pogovarjala z ljudmi. Fora je ta, da torej, ker je v Sloveniji ta osebna nota in je ne morem vzpostaviti v tujini, sem že probala, sem dala tudi na Instagram, da od zdaj naprej bom govorila angleško, ker bi rada pač, da se malo razvije vse skupaj, ker je Slovenija majhen trg. In so bile Slovenke zelo jezne in zelo razočarane in potem pač sem spet šla nazaj na slovenščino, tako da pač jaz nisem opcija za razvijati naprej. Zato je težje, ker moramo iti na oglase, moramo iti na pač na čisto drugačen vibe mora biti. In ne bom rekla, da ne znamo, ampak kot da ne čutim tega vibea za svoj. Kot da to pač ni svoj in potem kar nekako se ne premakne. Aha. Ja. Imam ideje, no. Saj to. To sploh ni za podcast. Bomo potem. Bomo potem, ja. A ne, ker sem rekel, ok, govorimo o logistiki, govorimo o neki panogi, ki jo morda še 10-15 let nazaj sploh ni bilo, zdaj raste, vemo, kako približno se te stvari dogajajo in ti, na primer, si prav pričevalec, da oseba še zmeri lahko proda več kot pa umetna inteligenca, če se malo pošalam, ampak vendarle, ne, ko pa vse gledamo, gre pa vse v to smer. Danes ti že odgovarja v resnici umetna inteligenca, danes ti naredi naročilo, skratka vse ti naredi umetna inteligenca, pa bi ta krog morda s tabo začel, koliko umetne inteligence, koliko te moderne tehnologije danes je v bistvu prisotne. Sam si prej rekel, lahko imaš ljudi, ki ti to pakirajo, lahko greš po Amazonovih stopinjah, pa tam gledamo samo robote, ki to laufa 24 ur na dan. Mislim, mi kot GLS Slovenija imamo že tudi ogromno uporabi. Live chatbot deluje, imamo voice, zdaj v bistvu zunaj, se pravi, veliko si pomagamo, sploh sortirni center imamo popolnoma avtomatiziran, recimo za male pakete, se tehtajo do 2 kilograma, skenirajo, praktično full avtomatika. Tu dodajamo nove stvari, jih testiramo,
da ločuje, recimo, aj končni prejemnik, fizična oseba, da ti že to razporeja. Skratka, vse take zadeve. Seveda, razvoj je najdražji, in tukaj si sigurno danes pomagaš, recimo tudi kakšne pravne zadeve, danes si lahko s kakšnim minimalnim, lastne splošne pogoje, včasih se nobenemu ne da brati, bodimo realni. Ampak včasih si lažje pomagaš zdaj s tem. Recimo, kot na direktorskem mestu si ogromno pomagam. Recimo, sploh če stojino dosti delaš, seveda, treba maile, treba je komunicirati na profesionalen način, imaš nove lastnike, s tem si lahko ogromno pomagaš. Recimo v tujih jezikih, dejansko se lahko v kitajščini pogovarjamo z strankami, ali pa v italijanščini, ali pa v nemščini. Tudi če ne znaš, pač lahko komuniciraš. Tako da ogromno se da, je pa res, ljudje še, je pa drugi del, ne, mi tudi plačujemo določen del, pa ga ne uporabljajo, recimo. Skozi jih je treba, pa si preveril. Ja, nisem, se še kar niso navadili, tako da jaz mislim, da kdor bo to čim prej pa čim več uporabljal, bo seveda v prednosti, bo pa tega še čezdalje več. So pa tudi nevarnosti, ne, v ozadju. Tako da mi ne gremo brez glavo, ampak v bistvu sami vse hranimo. Se pravi, mi hranimo AI, ne pa da ga išče na online, ne, ker tam je lahko vse, tudi napačni podatki. Ja, vi ste verjetno mogli tudi kar precej spremeniti poslovni, ne zgolj, tako kot se je rekel, poslovni vidik, kaj vse se zdaj ukvarjate, pa kako ste v bistvu to rasli. Ko imaš prvo naročilo, ko nekaj kupiš, je enostaven verjetno, ne? Ko začneš postavljati spletno stran, ker imaš tako na dan, koliko je bilo morda največ paketov poslanih na dan, se spomniš? Mislim, okoli 16,000. No, ko se to zgodi, kako to rešiš? Mislim, zdaj bi rekel lažje za jajama, ne. Prej težji, bi rekel, da mi smo naredili ful enih napak, zato tudi pravim, da ta servis, ki ga zdaj nudimo, Fulfillment pa vse ostalo, to so naše napake, ki jih nekomu novemu ni treba delati, ne. Zdaj, kje so bile tule napake, recimo itak te zabije, stran ti pade dol, dok se odpetri dogajalo, pol ti nimaš šans sploh to spakirati, pol sploh pride, ne vem, včasih je bilo še tako logist, pa tudi placa ni imel, a veš, da to odpeljal. Tako da bile so pač bottlenecki so bili in tudi zdaj še danes recimo, a ne, ponedeljki so itak najbolj zabiti dnevi, mi smo včasih delali tudi sobote, ko je bilo tega več, zdaj ne, in pol moraš pač tukati, a ne. Je pa dosti težko najti te ljudi za ponedeljek, ker ponavadi te ljudje, ki niso redni, so tudi slabši, a ne, in pol rabiš namesto enega 4. Tako da tule nekaj, bi rekel, v skladišču, ful AI, pa to trenutno, a ne, je težko, za ostale servise bi pa rekel, za kreative, za, ne vem, za ideje, za scenarije, za vse to se ga da ful uporabljati, tudi zadnjič mi je kazal sodelavec, pač imamo par ljudi, ki so mogoče v marketingu, AI-ju, v IT-ju, ki to ful radi uporabljajo, jih moraš skoraj ne bremzati. Imaš tudi par ljudi, ki niso toliko, a ne, pa sem jih zdaj že nekako, tako kot je rekel Rok, pušnil, in pol ko enkrat vidi, kakšen je to value, a ne, je pa res, da jim jaz dostikrat probam dati te smešne primere vsakdanje, a ne, da vidijo, kakšen, ne vem, če veste, zdaj, če imaš GPT aplikacijo gor, pa prižgeš kamero, pa mu daš punco na kamero, pa rečeš, zakaj je žalostna, ti on že pove. Sicer on se ne strinja, ampak pač bo še prišel do tja. Tako da hočem reči, zadnjič smo imeli, smo šli na pivo, korono smo pili in ima gor nalepko, smo ga pač vprašali, ta nalepka, ko smo se skregali, je nalepljena in naprintana, ker pri koroni ne moreš dol strgati, a ne. Pa če pol začel razlagati, da je to v Mehiki toliko trdo nalepljen gor, da se zacin, in pol je bila zadeva rešena, ne. Naročili smo še eno rundo in to je to. Tako da AI je siguren, tudi to, kar so prej z Rokom govorila, za te klice, se pravi, da stranko pokliče, to imamo tudi mi zdaj za CardFox, to app, ki imamo integriran, se pravi, recimo stranka, ne vem, ni ga doma, pogleda pač status, ga pokliče, ga obvesti, pa fajn je recimo, če primerjamo klicni center ali pa AI, a ne, AI lahko kliče kadarkoli, ka optimalna ura je takrat, ko človek pride s šihta, a ne, in ti, tako kot je on rekel, delavci pa takrat najdražji, a ne, ker pač popoldne noben noče delati. Lahko to avtomatiziraš, on lahko kliče 5krat istega človeka in on te računa samo, če se stranka javi, ke kuraš pulze. In zdaj pri našem skoru, kako smo že imeli, mislim, da 40% folka se ne javi, ne, in ti ga lahko pokličeš 3krat, in zato, ker si ga poklical 3krat, boš imel boljši skor, tako da jaz bi rekel, AI, tudi ker smo imeli mi tegale contenta, nam je noro nadomestil. Tako da pač ja, je to stvar, ki gre naprej, bi pa rekel, so tudi tule Kitajci ful naprej. Zdaj, ko je bil ta moj dobavitelj tule, mi je kazal avto Huawei in razložil, da na Kitajskem je edini Huawei, ki mislim, da ima licenco, da se pravi, ne rabiš se držati volana.
Ker pri nas, če imaš te Tesle, neki se moraš vsake toliko dotikati, tam ne rabiš, a ne. On pač nima, on ima LCD in tam on v bistvu na šihtu se voz, a ne. In tako da tam sploh ni izgube tazga cajta, pa samo parkira, pa ne vem kva vse. Tako da tle Evropa s temi birokratskimi zadevami, a ne, je žal pač zadaj in se je tu narek, ker mislim, da je že tle bo enkrat izrečen. Da mi pa vedno reguliramo. Ja. Morda isto vprašanje, ker ta številka 16,000 je rekel, a ne, naročil. Koliko je bilo pri tebi največ naročil na dan? Ni taka številka. Mislim, da 4,000 bilo, pa to smo delili 2 izmene. Okay. Ja. No, in zdaj moram to vprašati, ker jaz si seveda tega ne predstavljam, a ne, jaz imam zelo lepo službo, jaz malo sprašujem, pa skrbim za vsebino in tako naprej, prej na televiziji podobno. Tukaj pa vendarle rabiš ljudi, da to zapakirajo, a ne, če prav razumem. Tukaj ti nobene aje, tudi verjetno v skladišču ne pomaga. Kako zapakiraš 4,000 naročil? Zaenkrat, če ne pomaga, ne? Ker so že tehnologije, ne? Ko je vse robotizirano in vse pač ne rabiš nič pol. Samo odpelješ z vozičkom, pa že to mogoče je robotizirano, ne vem. Ampak nismo še tam v Sloveniji. Ne, smo. Baje, da je že neko skladišče takšno. Z nekimi nogavičkami. Ok, kako zapakiraš? Ja, saj sem pakirala tudi, jaz se vem. Sam zdaj pač tega ne počnem več. Ni, v bistvu skladišče je narejeno na te, imamo ne pakirna mesta, ampak ta SKU mesta, no. Vsak SKU je v enem prostorčku, torej XS, S, M, L, XL, XXL, kakorkoli pač rabiš, je v enem stolpcu in pač stranka dobi zaposleni dobi na čitalcu izpisano, kaj more pikniti, torej nabrat, gre nabrat, skenira izdelke, prinese v košarici na mizico, tam potem oni nalepkica pač te stranke pride ven sem se zgubila. Pride ven iz printerčka, nekdo zapakira, se zalepi gor, to je to. In pač to vse, torej ti rabiš v bistvu pri nas 3 delavce v bistvu, da zapakirajo en paketek, ker je vsak za svoje zadolžen. Koliko ste jih vi rabili? Pri nas je dosti drugače, mogoče mislim, da je to razlika z obema, ki imata skenerje, mi jih nimamo, zato ker tudi za fulfillment, fora je, da čim imaš ti skener, ti ful podrži pa upočasni, a ne. Zdaj naša roba, naša napaka mislim, da ni 0,04% in meni se nas plača, da ta proces toliko spremenja. Tako da mi smo imeli v najboljših časih normo 120 na uro na enega pakerja, pač to so bili majhni itemi, prstani, to je letel noter, s tem, da sta pač dva, en je bil nabiralec, en je bil paker. Bi pa rekel, da tako, ful je odvisen od produktov, ful je odvisen, koliko imaš mešanih. Jaz mislim, da pri Petri ne vzamejo samo ene stvari, ampak več, ko ima itak akcija, ne, mi smo takrat imeli dosti po ena, tudi lahko si že vnaprej pakiral, lahko si še v next level, pa ti Kitajc zapakiral, pa sem gor lepil, tako da to se je dalo. Pa tudi mi, ko dobimo tako lut ven, imamo že tam sortirane produkte, pa brende in se tam že v bistvu, ne vem, če imaš enega SKU-ja 10, se ti to že tam posortirala imaš pa tudi, določene ljudi, ki so zaljubljeni pri nas v en brand in tistega pakirajo in so čisto naspidirani, tako da jaz bi rekel, da se da nekako, no, tudi če danes, mislim, da je malo pada, zato ko imamo drugačne produkte, ampak recimo 90 na uro. Meni se zdi to ogromen, sam povem. Mislim, so tudi boljši v Sloveniji. Ja, drugače res so boljši. A res? Ja, kot je rekel, pač ful je odvisno od produktov, ful je odvisno od tega, kako kupujejo. Prostora pač. Vse, prostora, vse. Kakšne številke imate vi, ko govoriva zdaj o sprejetih paketih na dan, naprimer pa pol tudi dostavljenih? Sicer res ne smem teh podatkov, da smo kot delniška družba in so zelo prepovedujejo, da karkoli razen, ko damo official ven cel let, lahko pa rečem, da prek leta gre več kot 10 milijonov paketov. Okay. Koliko ljudi za to potrebuješ? V bistvu mi jih imamo recimo v sortirnem centru, tam nekje 70, ampak je dosti že avtomatizirane. Okay. Zelo zanimivo je to, kar smo prej omenili, v bistvu 4 ljudje mi delajo do 2 kilograma, pa je tega 40% celega volumna, ostali mi delajo pa ostale stvari, se pravi, bolj vidite razliko. Ampak ja, to sem upeljal 2 leti nazaj iz Amsterdama, dobil eno dobro tehnologijo, zdaj gremo naprej, zmanjkuje prostora, tako da iščemo naprej. Tako da količine pa res točno, so pa v pik dnevih, to je čez 100,000 plus v enem dnevu. Ja, te peljem zato, ker smo zdaj malo o kadrih govorili, pa o ljudeh, saj to zaposleno število seveda niha, ampak
vsak, ki danes se s čim ukvarja, reče, pa imamo pa problem pri ljudeh, imamo problem pri kadrih. Seveda je takoj potem odgovor mnogih, a ne rečejo, ja, pa jih bolje plačajte, pa bodo prišli. Ampak kako je s tem? Kako je, recimo, ti si sam začel, veš, kaj si vse vložil v svoje podjetje, veš, a ne, koga si želel pripeljati, ker je bil v bistvu to že posledica tega, kako po tebi šlo v resnici, ne? Kako je s tem? Mislim, ja, kadri, tako kot sem prej rekel, so number one value, pa njihovo znanje. Jaz bi rekel, da moja začetna napaka je bila, ker sem hotel dobiti za vsak področje najboljšega. Jaz pa najboljši programer, najboljši paket, najboljši skladiščnik, pa v bistvu ugotoviš, da je bistvena ekipa in v bistvu je lahko, pač tako je, ponavadi mora biti en, ki je lider, pa pač ostali, moraš imeti tudi tune, ki so bolj. In zdaj trenutno sem jaz bolj v situaciji, da jemljem kader skoraj da ne na zalogo. Se pravi, dobro, človeka ful težko dobiš in kadarkoli me človek pokliče, ne da ga vzamem, pa ga dam kuj na test. In če je dober, tudi če ga ne rabim, jaz ga kar vzamem. To je to. Dobro. Ja, ni veliko dobrih ljudi, iskreno. Pa ker jaz rečem dober, jaz ne mislim, da zna ful dobro programirati, jaz mislim, da ima osnovne navade, da je strikten, da je odziven, da pač ima to nekako, da pospravi za sabo. Ne. Se zdaj level tega je že ful pada. Ne. Jaz bi rekel, da za Kitajce smo mi ekstra lenuhi. Ne. Tako pač za njih, če prije eno šprint delavc tega, takoj ven vržejo. Petra? Jaz lažje dobim kader, ker pač je svoj, ampak vsi mislijo, da pač bojo tam malo kavico spili, pa tako, dokler ne pride dejansko not in vidijo, da se dela. Sicer na razgovoru vedno povem, pač lahko zgleda kakorkoli svoj, ampak pač dejansko delamo, zato tudi delamo dobro. Ne kot Kitajci, ampak za evropske standarde, slovenske. Ampak ja, ponavadi pride tam do težav, Torej, jaz bi rada, da se ekipa med sabo ful dobro razume, ampak to je lahko plus, lahko pa tudi minus. Ker plus je recimo pač, da vse ful lepo funkcionira, ampak minus je, ko se zaklepetajo, pa se menijo, kaj bo popoldne delali, pa skupaj na malco, bog ne da na razen na malco, pa skupaj na dopuste. In čeprav je to lepo videti, zna potem delo malo trpeti na tej točki. Skladišče malo težje dobim, no, tako, skladišče. Ker pač tam se pa res dela in večinoma je monotono delo, čeprav se pogovarjajo, pa je simpatično pa vse. Tako, lahko stagniraš, no. Odvisno, kakšna oseba si. Kaj pa pri vas? Trenutno res nimamo problemov s kadri, no, ker pač smo jih v času, bom rekel, Kitajci so sprožili optimizacije in dejansko se ne soočamo s tem, da bi rabili dodaten kader. Dejansko smo ga skrčali, ampak prerazporedili v bistvu na drugačna delovna mesta, uporabili AI. V klicnem centru primer dela danes manj ljudi, kot 4 leta nazaj, ne. Pri 40% rasti na takrat, ne. Tako da se, bilo veliko truda vloženega v to. Mogoče skladišče, ta popoldne je fluktuacija večja, ker je pač od 4 do polnoči je pa res od ponedeljka do petka, ampak ja, tam je težje dobiti pisarne, pa ta del pa ne, no, moram reči. Smo pa že nekaj si ustvarjali neko zgodbo, tudi ponujamo, mislim, da lepe stvari, zdaj ne moram tukaj jasno, ampak mislim, da vsak, ki pride, se kar zavedajo, da jim je kar luštano, tako bom rekel. A lahko še eno stvar vprašam, malce iz Firbca, malce pa seveda iz vašega realnega življenja. Vsi trije skrbite, da nekdo, ki je nekaj naročil, to dobi in je presrečen, a ne? Ampak ljudje smo pač taki, da bi radi za čim manj denarja imeli čim boljše stvari, potem pa kaj dobimo, kar nam ni všeč. Kaj se zgodi takrat? Se pravi, bom pri tebi začel, ker si prej malo omenil že, da dostikrat je v bistvu že dostavljalec tisti, vi ste mi dostavili, zdaj pa to rešite, ne? Imamo jasne protokole, no. Praktično operativa skrbi za te zadeve, quality department, vse gre tja, raziskujejo, mi imamo pač, kar se tiče notranjih zadev, vse pod kameram, da sploh logistika lahko laufa, isto v depojih, vedno preverjamo, zmeri so 2 zgodbe, kar prejemnik reče, vedno moramo preveriti, to ni, da boš verjel. Smo imeli zelo smešne zgodbe iz preteklosti, od tega, da je stranka kurirja zaprla v pesjak in tako naprej, smo ga rešvali. Marsikaj se dogaja na terenu in dostikrat, ko pride kakšna huda reklamacija, takrat jaz osebno vem, da je treba res zadeva preveriti, no. Večkrat, celo bom rekel tako, 99% je bolj prejemnik sprožil neko zadevo in ko pol gremo bolj v detajle, v bistvu ugotovimo, ja, da je bil nekdo sprovociran, da je bil, dostikrat je preveč tega rasizma, nacionalizma, tega je preveč v Sloveniji, no, pač moram pa reči, da se izboljšuje, napram 10 let nazaj so to čist druge zadeve, ker pač vsi imajo podobne probleme, ne. Kader se spreminja, je fluktuacija večja, včasih je bil isti poštar na isti lokaciji, danes se to vemo, pa dopusti pride, se to vse zameša, ampak reklamacije bistveno manj.
kolikor jih je bilo včasih, zato ker so se ljudje naučili prejemati, vsak je dobil zdaj že verjeten malo morje paketov, od svaja, od vseh. In ko se to enkrat probaš, dvakrat, trikrat, pa se že navadiš. Ne. Včasih, ko je bilo to bolj začetek, je bilo pa vsaka ta tretja že reklamacija, ker si ni predstavljal, kaj sploh meni. Jaz sem ob 7 zvečer doma in takrat pričakujem, da mi bo kdo dostavil. Pa še zapel pesmico, vse najboljše, ne vem. Takšna pričakovanja so bila nerealna. Danes je to, se vidi, da se je že zadeva malo vzpostavljena. A potem ne obstaja neko skladišče, kjer imate, ne vem, pakete, ki jih nihče noče, pa bi zdaj jaz lahko tja prišel za 5 evrov odkupam kakšno stvar. Dejansko, mislim, imamo Kar smo videli v BTC-ju. Ja, tisto je bilo, zato je bilo zaprto pol, ker je bilo ilegalno, ker za te pakete dejansko mi plačamo. Bili so vmes tudi naši paketi, ki smo jih plačali. Ne? Ampak ja, dejansko imamo tak, bo neko quality departmentu, vse po zakonu moraš čakati. Ne? En let je tista doba, ker še zmeri, če se tudi paket karkoli ga moraš hraniti, potem gre pa na uničenje, če se nobene v enem letu. Ne? Ker pridejo viški, moramo vedeti, da nalepke padejo dol, so paketi grozno zapakirani, v vrečkah, v kartonih starih, priliman 3-krat z neko nalepko iz Kitajske, ti ne veš, kaj noter. Pogledaš, tudi če bi šel odpret, pogledaš, ne vidiš, od koga je, kaj je. In pač ja, teh paketov je še zmeri malo morje. Ne. Dejansko nimaš tolikšnega skladišča, da bi vse to, vmes moramo dobesedno uničevanje plačevati pa vse. Tega je ogromno. Ja, pri takšnih številkah verjamem, ja. Tudi tisti majhen odstotek, ne. Ja. Pri tebi, pri vas, kako je bilo s kakšnim nezadovoljnim kupcem? Tako zanimive zgodbe. Mislim, Ja, veš, da vedno za zanimive zgodbe. reklamacije je iskreno manj, kot bih jaz pričakoval, ko vidim produkte, sploh ko kupuje tiste, kar meni niso všeč. Tako da v bistvu manj kot 1%. Zdaj, ko sem bil še sam, doma mati, oče sta pomagala, vem, da je bilo zmeraj, sem prodajal te prstane za zaljubljene, ful folka jih je vzel za poroko. Načeloma je bil dober produkt, žal pri prstano je, da je nemogoče zmeriti, koliko velikost rabiš. In to pač jaz sem se s to folko na dan javljal in že ko je on pač rekel napačen velikost, jaz sem že vse vedel, sam sem ga mogel poslušati. Tako da takrat se mi je zgodilo, da so v bistvu smo narobe nekaj poslali in pol me stranka kliče Slovenije in se pač takrat sem bil še full engaged, tega zdaj ne delam več, ampak takrat sem pol rekel očetu, ker nisem mu izpita, če me lahko zapelje in to so bili zmeri iz Ptuja te stranke. Ja. To je bil tak vodskej zame pain. Zdaj, ko gledam to nazaj, se nisem kjer, kar vozil se ne vem kam, pa to je bil za produkt, ki je vreden 12 evrov. Tako da to je recimo zanimiva, drugače enkrat je pa bilo, da sem enega imel, ki je kupil neko obleko, pa sem ga dejansko imel v telefonu, da ga pokličem in ko sem kliknil kliči, je on mene klical in sem se oglasil. In sem mu rekel, gospod, oprostite, kar sem vzel na meni poklicati in sem mu čisto snela, zdaj mu te pa še zajebal. Ni mi tako rev in on je bil nek direktor nekega košarkarskega ženskega kluba Maribor in pol itak, to so ta glavni zmer v igri. Ampak bi pa rekel, da imamo zmer worst case scenarijo. Ti naročiš 2 kosa, dobiš enega in ti si takoj daš zgodbo, to so me zanalaš. In če ti pristopaš do človeka, pač oprostite, tako se moraš pač obnašati, se 90% primerov reš. Pomaš pa neke specialce, tako kot je on omenil, ja, je to rasist ali kamorkoli spada, ki pa pač je odločen, da te bo pač zafrkaval. Imel sem pa enega, ki je prek telefona vdol naročil, pa me je na koncu poslal tegale odvetnika, ker mu nisem rekel, tam, ker vdajaš sem jaz po kliku, pa mu nisem rekel, ali se strinjate s pogoji. Potem je prišel odvetnik, da sem jaz vdol naročilo, brez da mu predal pogoje, prebral pa. Tako, take, imaš ljudi, ki, ne vem, jim je to prav hobi, ampak na srečah ni veliko. Je pa pri nas v firmi zanimiv, ker prije stranka zmerno naslov, skladišče imamo dragejka firmo in smo imeli pač primere in pol je pri nas tako, tam je hodnik in stranka zmeraj enega narajma in pol lahko dobi IT-ovce, lahko tazga in so tako zanimive zgodbe. Enkrat je pač bil ni sedel in je hotel 20 evrov nazaj in je šlo tako čez 3 nivoje, od unga prvega do financ in na koncu sem prenesel 20 evrov in je šel domov. Sicer načeloma se to nasmijem, pa gajde, bil je privat cash, to je to. To zato vprašam, ker je seveda pod vprašanje vedno, kaj ta odstotek, ali pa ta nizek odstotek v resnici pa pomeni za tako podjetje, kot si ti? Je to ta skrb, je to v bistvu čisto zgubljen denar, je to že vračunan v tvoj? Vračunan je vse noter, tako kot mi zadnjič, kdo mi je že rekel, za neko firmo, mislim, da Facebook, ja, če ima, recimo za Facebooku, če mu ostaneš dolžen 4 milijone, to ni nič. Pač oni to pozabijo,
Mislim, pač to imajo oni vračunan, to je velik profit, mislim, še zmeraj te bojo lovili, pa vse, ampak tako načeloma. In pri nas je pač isto. Bi pa rekel, da je veliko večji problem je undelivered, se pravi nesprejet. Eden naroči, ga iščejo na naslovu, ga ni, in pa imaš države, Grčija, Italija, to so pač najslabši. To so narodi, ker jaz rečem tem ljudem, upam, biti resna, ljudje, ki živijo zraven morja, so zmerno bolj na easy, Moja punca je Primorka, radi uživajo in pač niso lih resni pri sprejemanju paketov. Bi rekel, da tudi Portugalska, Španija so tkle zraven. Tako da imaš pa pač Slovence, moram tudi pač GLS pohvaliti, ker se pač stvar izboljšuje, napreduje in po servisu in po delivery rateu. Pač vse, tudi cene so super, tako da jaz lahko rečem sam, kapo dol, tle se veliko razvija, napreduje, pa tudi lepo je videti, da toliko investejo, da niso to zdaj neki dobički, ki se delijo, to, ki je bilo pa prej z njega vprašanje, jaz si pač ne predstavljam, če bi imel enega, ki mi na vratu sedi, raj sem sama, sigurno je pač lažje, ker ti kaj pomagajo, zdaj pa tudi težji, ker so težki časi, ker tebi že tako težko, pa te še en. Medtem, ker pri meni jaz sam sebe sekiram, ker ne gre, in da mi pa še en teži, pa ne vem. Petra, še zate podobno vprašanje, ko gre za vračilo, koliko je s tem dela, koliko je s tem skrbi, kakšen je v bistvu ta proces pol pri tebi, Ja, pri nas je tam nekje 10%, to je normalno za, pač dobiš pajkice, ki ti niso prav, menjaš ali pa vrneš. Ali pa so na modelu, recimo na slikici drugačne stale, to pač pri takih branžah je precej vračilno. V bistvu imam eno zaposleno samo za vračila, v bistvu študentka zdaj se želi zaposliti, tako da 8 ur dela in ko je povečan obseg dela, dobi pomoč, če je pač to treba. Tako da ne vem, če je uračunano, bom prišla zdaj dol v Koper, bom vprašala finančnico, po moje je, ker je dobra finančnica, ampak ja, je pa precej, je precej. Pa na začetku me je pa ful sekiralo, ker sem v bistvu ful osebno jemala ta vračila ali pa reklamacije, tako vsaka stvar je bila ful big deal, zdaj pa pač je tam kupček in je pač del poslovanja. Ni pa nobena nezadovoljna stranka prišla trkati na tvoja vrata. Pa tudi to je že bilo. Da ne stojijo lepo. Ampak se je rešlo kaj. A sej ponavadi, ko vidijo mene, utihnejo. Ali pa čisto druga attitude, da veš, ne vem, kričijo v telefon sodelavki in potem pokličem nazaj, zdravo Petra, tukaj pri telefonu iz svoje kličem, zdravo, ja, ni problema, aha, tako boste rešili. Imamo ta moment pri nas. Res me je zanimalo, ko sem gledal trende te logistike, nekje na Kitajskem se mi zdi že vsem, pa tudi v Ameriki se že pripelje samovozeči robot ali pa dron, to zdaj razvija, naprimer tudi Poskarol in tako naprej. A je to prihodnost? Naprimer, jaz oddam naročilo, pri vas vaši fantje zapakirajo in jaz v tistem dnevu zvečer poslušam na balkonu pristane dron in mi da to naročilo za 20. V enem delu je, v bistvu se že tudi razvija znotraj naše, v nekih 5 letih zna biti. Je pa res spet zakonodaja, moramo vedeti, da poštni zakon oziroma ta regulativa je bila spremenjena 16 let nazaj. Se pravi, kdo bo to spremenil, treba bo spremeniti, tako kot droni pa ta zadeva. Mislim, da to nikoli ne bo, ker dron je pač narejen za organe, recimo Amazon ima nekje 500 paketov dnevno teh organov pripelje čez Ameriko. Ampak za Slovenijo, če to deliš, je to 0,001 paket na dan, kar pomeni, da biznisa iz tega ne moreš delati, avtonomna vozila, ja, ampak mislim, da bolj v sklopu direktno dostavijo paketomat. Se pravi, da bo sam sposoben pripeljati do paketomata, paketomat bo pa itak, že danes mi pokrivamo 99,1% radio 2,5 km, čisto za informacijo. Toliko smo veliki, 640 paketomatov, recimo planiramo 200 jih že zdaj naročeni za to poslovno leto, 1500, kar pomeni, da vsaka bo imel radio kilometra in potem, če dobiš tja, ti 24/7 deluje, kadarkoli prevzameš anonimno, ženske imajo sploh rade, jaz rečem doskrat, jaz sem šel dostavljati parkrat, pa sem rekel, ker niso poznale, pa dajte, mož ne bo vedel, kaj ste naročile in naslednjič so me klicale, to je to. Recimo v peak seasonu smo šli kdaj dostavljati, tako recimo tudi management. Tako da zelo zanimiva zgodba in mislim, da je to prihodnost. Ne čisto, da bo nekdo te lovil na domu, pa da se bo, mislim, to je tako nerealno. S paketomati, se pravi, avtomatizacija huba, pa dostava direktno do paketomata, te bojo pa čim večja avtomatika. Rekel sem na začetku, da bomo vseeno šli, kje se vidiš čez nekaj let, če je to neka taka futuristična prihodnost, ki je realnost v resnici. Tvoja bo zdaj, da boš seveda mama, ampak vseeno
posla seveda ne bo konc, naročil tudi ne. Vsi slovenski brand, to se mi zdi zelo zanimivo, to res tudi zelo podpiram, se mi zdi fino, da se davki plačujejo v Sloveniji, da se dela v Sloveniji, ne glede na to, a ne, da vsi govorimo o Kitajski, ampak mi smo tukaj, a ne, moramo razumeti, da če bomo tle plačevali, bomo kaj tudi od tega imeli. Vseeno, a imaš želje, recimo, ker vem, začela si, vedela si, kaj si želiš, zdaj vidiš, kam si zrasla, verjetno vendarle kot podjetnica rečeš, ok, to je pa moj cilj do leta 2030. Ja, jaz bi odprla v bistvu v tujini kot neko podružnico oziroma še neko skladišče. Zdaj, kje bo, ne vem, to je še vprašajček. Ampak recimo to si želim. Samo odkrito, res zdaj do točke, ki sem prišla, pa mogoče tudi zato, ker sem ženska, pa zdaj recimo drugič mama, pa tako kot si rekel, vseeno gledam malo drugače na zadeve, kot sem gledala kot 20-letna Petra, ki sem si želela pač predvsem, ok, biznis, jaz si hotel biti tudi mama vse, ampak si mislil, da gre to z roko v roki, ne, pa niti ne gre. Na tej točki, ko sem to ugotovila, bi pa v bistvu rada bi samo, da se fura life skupaj z podjetništvom in da ni, da odrekaš toliko lifea pač za voljo nekega uspeha, no. Zato sem prej rekla, da ne vem, kje se vidim, ker sem v nekem takem obdobju trenutno. Pa mislim, da se ženske kar poistovetijo s tem, no. Se premalo govori o tem. Seveda. Mislim, da se je Roku malo posvetila ena misel, ko si omenila skladišče v tujini, je že hotel nekaj reči, vidim, da imata pogovor za kasneje, a ne? Zdaj pa še midva, čisto na koncu, taka zanimiva pot je tvoja, mislim, da boste vsi prišli ena na ena še k meni, vsaj že zdaj vam dam vabilo, ker je to super poslušati, se mi zdijo takšne zgodbe fantastične, da se ljudje tudi kaj naučijo. Kitajci so tle, Kitajci bodo tukaj, ti si se, oziroma ste se tudi v podjetju preusmerili, ampak vseeno cilj je pa kakšen za čez 5 let? Mislim, meni iskreno, ko sem začel, je bil cilj zaslužiti 2000 evrov na mesec, pol je bilo malo več tega, zdaj pa bi rekel, da kva me je naučil to bi nekako prvošel vsem ljudem, ker mislim, da vsi isto razmišljamo, ker mislimo, da je denar ful spremeni life. Jaz, kar sem naučil, je, da je denar precenjen, pač jaz se nisem v nič kaj dosti ful bolj. In zdaj v bistvu bi rekel, da bolj kot na denar se fokusiram na stvar, ki meni osebno se mi zdi največ pomeni, so to odnosi, a ne. In če mene vprašate zdaj, ni mi toliko point, koliko bi rad zaslužil, ampak kva bi rad delal pa kako, a ne. S to, kar delam, uživam, se imam fajn, koliko je prej rekla Petra, probam imeti čim boljšo ekipo, je to težko, pa kdaj je lahko tudi to slabo, ker se pol kakšne grupe naredijo, ampak nekako to, no, je pa drugače čistko, po moje, da če bi bil uspešen, bi si na kakšen nov projekt najdel, pa niti ne tak gromozanski, ampak tako všeč mi je iti, ne me že, ko hodim okoli, pa gremo v lokal, pač meni to ful pomeni, če je nek odnos, a ne, in pol zmer pustim denar na mizi z veseljem, ker pač vidiš, da človek nekaj dela z veseljem in to je res razlika in to vidiš že pri dohtarjih, ko priješ v navadno to zdravstvo, a ne, je katastrofa, ko plačaš še bolj, zato so verjetno tudi tam bolj plačani, a ne, in pač jaz, če bi imel neko, ne vem, karkoli že restauracijo ali avte prodajo, bi hotel zmer, da je folk tako vesel, ker se mi zdi, da to naredi izkušnjo in to je lahko v turizmu, lahko bilo kje. In mi je zanimivo, ko hodiš okoli, da folk ti lastniki tega toliko ne prepoznajo. Saj vem, da je težko dobiti ljudi, ampak tako mene, če vprašaš, si ti splača spendati nekaj več, pa da je človek z nasmehom postreže ljudi. Tako da, ja, jaz sem zelo, bi rekel, kupujem si bolj, ka ne nič, ker sem nekako razočaran, ni tega vesela, ki je bil mogoče včasih, ko nisem imel, kupujem rad drugim darila, to pač dostikrat tudi pretiravam, drugače pa ne bi, da bi rekel, da kaj ekstra rabim, ne, pač sam bi rekel družno odnose, ljudi, s katerimi delamo, tudi tako sem ponosen za nazaj, ker se nam je šlo dobro, smo pač dali ljudem več, zdaj, ko nam ne gre, ne moramo toliko dati, pa da oni to vejo, pa da cenijo, pa da delamo neki rezultat. Drugače pa najboljši film je, ko nekaj delaš iz začetka, pa počasi raste, tako da nekaj, da se gradi, zdaj znanja imam dosti različnega, mogoče bi še celo, jaz sem ponovadi za te izzive, recimo jaz sem bil skozi ful slab plavalec in pol me to, a ne, žene, jaz sem zmeraj rekel, da ne znam plavati in pol je folk misli, da utonem. Pač to ni to mišljeno, a ne, ampak to je mišljeno, da pač sem počasen, da se zadiham in pol, ko sem še s kakšnimi plavati, so bili oni slabši, ko so kao znali plavati, tako da bi rekel, da moj izziv, mogoče ljudje tako, me ful tako, ker je res težko s tem ljudmi delati, a ne. To je najtežji skill na svetu in tako mi prav malo je, da bi šel mogoče celo v to, ampak
Po moje, da če bom tlemi zelo všeč. Tako, če me naj dal ven, bom gledal. Ja, hvala lepa vsem trem, res bi z veseljem še z vami klepetal in tudi bom, tako da vabilo je na mizi. Ti boš imela zdaj malo več časa, potem pa malo manj, tako da seveda še prideš vedno vabljen, te bom z nasmehom pričakal, ker jaz tudi to zelo rad delam, kar počnem. Ta prihodnost mobilnosti, logistike me tudi zelo zanima, tako da hvala. Mi je bilo res v užitek klepetati z vami. Hvala. Hvala. Vam pa hvala lepa, upam, da ste se kaj naučili, sam sem se, predvsem pa, da ste izvedeli kaj zanimivega o tem, kako 3 mladi danes vidijo svet in v tem svetu tudi dobro in uspešno delajo. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.